Jaz sem dobil v drugem letniku gimnazije, v tretjem, prvi dan sem dobil v gor pred izključitvijo. In sicer, ker sem čez poletje pel pokoštljive pesmi. Je pisalo... Renate, Ja, ne, Trzinka, pa tako. Skratka, dobil sem v gor pred izključitvijo in kar je pred mano bilo, da niti ene napake v celem letu nisem smel narediti. In zato je zelo praktično, da sem šel v gledališki krožek. Pogojno se to betali. Ja, kjer smo kar naprej morali nekaj barvati, pa recitirati, pa se učiti, pa nekaj razmnoževati, pa skratka, bilo je veliko dela, da se je dalo tudi špricati. Branka je bila pa res, moram reči, krasna, kar se tega tiče. Moram pa reči, da je bil ta naš mentor, Marjan Kovač, ne? To je bila ena veličastna figura, ki se je tukaj v Ptuju znašla in je nekaj nam, ki smo ga poslušali, govorila prekrasne stvari. Jaz sem moram reči, da sem v tistih urah po vajah, ki so se končale ponovali tam v polnoči, enih, dveh, treh, jaz sem slišal toliko o literaturi, toliko o dogodkih svetovnega gledališča, umetnostnih smereh, ko jaz ne vem, če sem daj potem še toliko slišal. Moram reči, da je on eden tistih, ki je odprl neke horizonte in neka zanimanja in od takrat naprej pravzaprav sem radoveden pač. Moram reči, da je on tisti, ki je to naredil. Tako da, hvala mu, prav je že pokojni. Staran mariborski krog. Ja. Če greva, to so 60-ta, ne? Pa 70-ta, ne? V bistvu... Malo preskakujemo, pa bomo še nazaj k elektrotehniki, pa k Ljubljani, pa šolko, ne? Ampak vseeno, ta mariborski krog mi ne da miru, ne? Ker je, vi ste vsi nekako Zmaga, Raja, Dvoršaka, vsi ti, ne, veliki člani tega mariborskega kroga, imate neko črto, vsi ste neizprostni, ostajate vse življenje pri teh svojih nekih postulatih, ta črni rok, recimo, ne, pa če se spomnimo, kaj je tista razstava prva je naredila pravi, to je neverjetno, kakšna revolucija je bila to, ne, zatemniti sliko, ne vem, odrezati glavo, jaz vem, kaj nas v časopisu, kaj smo imeli, ko smo začeli glave rezati, recimo na portretih, ne, ko se je nekje pojavila ta moda, bi rekel človek, ne, kaj je vam ta mariborski krog? Spomnim se, da so kolegi, spraševala sem dragi še modernjaka kolege svoje, Červina recimo, ne, ko se še tu družimo. Vi ste bili ena taka nesiva eminenca, vi ste bili eminenca, ne vem, totalno. Mislim, ko ste vi nekaj rekli, ki ste rekli to, Bogo je vedno rekel, vi ste rekli vedno vse enako kot ostali, ampak dosti bolj preprosto, strogo preprosto in tisto je ko pribito držalo in se vas držali in ste bili na nek način, ne vem, res vrhunska avtoriteta na tega kroga. Kaj pravite? Ja, jaz sem bil v bistvu izjema, ker sem bil eden redkih, ne samo v slovenskem, v bistvu v jugoslovanskem prostoru, ki je kmečko življenje slikal. Vsi ostali so praktično snemali mesto in to bolj detalje kot karkoli drugo. Jaz sem pa prvi snemal ljudi, ampak v svojem naravnem okolju kmečkem. To takrat ni bila navada, zdaj zakaj, ne vem. Ampak zdaj sam mariborski krog, tu je eno vprašanje, kaj je mariborski krog. Jaz trdim, da je mariborski krog samo prva razstava, ki je bila v salonu Rotoš. To je bila razstava, mislim, da januarja ali februarja 1971. Razstava je bila, vse slike so bile povečane na prostor. To se pravi, če je prostor zahteval sliko veličine 3 metre, je takšna slika tudi bila. Samo postavitev je Ivan Dvoršak. To je v bistvu mariborski fotograf, v bistvu kot tipični, nemočnejši avtor mariborskega kroga, samo zaradi spet okoliščin dejansko premalo njegovo delo poznamo. In slike takrat niso bile podpisane. Zdaj, ta črni rok, mi smo imeli slike takrat s okviri, pa to še ni bilo v modi, je bilo predrago, smo imeli na Ivercah. Na Ivercah to bil problem tudi tehnične, to je visokofrekventno žago, je bilo treba prerazrediti, da so rekli najmanj 14.000 mora nekih obratov imeti, da se ne lomi, ker Iverca je prečana iz takih. In tam je v bistvu ta črni rok, ki je bil sorazmerno visok, lahko tudi pač širok 1 centimeter, pomembno na nek način okvirjeno sliko.
sama igrica pomenila, da je odmaknjena od stene in ta rok je dal zaključek slike. In s tem je fotografija nastala slika. Ker ti jo moraš odmakniti od stene in jo moraš obrobiti in s tem dobiš sliko. Samo ta črni rob še ima neko drugo lastnost. No, več lastnosti. Recimo črni rob si je Bresson smislil, zato ker on ni sam slik delal, da v laboratoriji, ker so mu tam rezali pa površno delali, je zahteval s črnim robom. V bistvu črni rob pa ima tudi drugo stvar, ne zahteva take egzaktne kompozicije ob robovi. Niti tonsko, niti prostorsko, tako egzaktno, kar zaključuje sliko. Jaz se spomnim, še pred mariborskim krogom sem recimo slikal 3 smučarje, ali pa sankače, 3 na belem snegu. In praktično slika ni bila slika, dokler nisem narisal črni rob. Se mi zdi, da so pri nas tudi stvari take, da ko je predstava, ko je dogodek, to je tako kot okvir. Se pravi, ta noter mora biti tisto polno in v pravem razmerju in v pravih silah. Jaz sem te poslušal, mislim, da si po radiju govoril, če se ne motim, si rekel, da si ob neki predstavi, mislim, da gre za predstavo Nevihta od Ostrovskega, režirajo je v mestnem ljubljanskem gledališču Lorenci, in si rekel, da si pri tej predstavi jokal, se smejal, pravzaprav bolj jokal kot smejal. Pa me zanima, kako pravzaprav te pripelje kot igralca, profesionalca, tako vrhunskega, do neke situacije, da rečeš, zdaj pa lahko se mi zgodi neko tako močno čustvo. Jaz smeri grem v gledališče in poskušam vse odmisliti pač, koliko se le da. Nisi strok ocenjevalec, pa gledaš za sceno? Jaz grem zato, da uživam, se zato grem v gledališče. Mislim, da grem zato, da bom kolege ocenjeval, pa eden je šel malo bolj levo in pa malo bolj desno. Grem zato, da bi užival, da bi nekaj od tega imel. Mislim, da vsi, ki hodimo v gledališče, gremo zaradi tega osnovnega, ki se imenuje katarzis. Zaradi tega hodimo. Ja, oni pa so pač dolžni drugače hoditi. Mislim, na njihovo nesrečo pravzaprav, ampak včasih je fino, če greš nekaj doživeti, če greš po zgodbo, če greš po neko čustvo, nekaj, kar se te dotakne v nekem trenutku in moram reči, ta zgodba Nevihta se me je strašno dotaknila. Smo ena velika ljubezenska zgodba, ki se je nesrečno končevala, vmes je bilo smeha, vmes je bilo joka in moram reči, da to je tisto, kar je mene v gledališču. Znotraj tvoje vloge se ti kdaj zgodi, da si brez besede, da se ti ustavi, da bi se nereč izvukal, ampak ne od nekega... Ne, to pa ne. Tam pa si želim, da bi se drugi... Mislim, to je pa, hudo bi bilo, če bi jaz na odr stopil, pa bi se sam sebi začel smiliti, pa bi recimo me sama osebina toliko potegnila, da bi bil jaz tako ganen, da nihče drug ne bi bil. Samo reči, da je z njim nekaj narobe, ampak problem je v tem, da jaz poskušam nekaj narediti na ta način, da ljudje tisto začutijo, po kar so prišli.